če smo v zgodovini ta medicinski del zelo dobro uredili, da imamo dejansko odlično oskrbo tako na področju samih krvavitev, kot reševanje posledic teh krvavitev, se pravi problem z sklepi. Je pa mogoče en vidik, ki pa se ga moramo še lotiti, to je pa psihološki, sociološki. Jaz to opažam zdaj kot predsednik Društva hemofilikov Slovenije, ko se srečujem z mnogimi hemofiliki in ugotavljam, kako veliko hemofilikov enostavno ni znalo tega bremena sprejeti in z njem živeti. In je precej ljudi, ki bi dejansko rabili eno posebno obravnavo. Društvo že nekaj dela na tem področju, je pa to zelo težko te zadeve premakniti. Težava je tudi v tem, ker tovrstna obravnava, tovrstna podpora ni dostopna oziroma je na sistemski ravni zelo slabo dostopna, kaj ne? Ja, na sistemski je dostopna, vendarle, tako kot ste rekli, dosti šibko, ne. Smo pa mogoče tudi mentaliteta naše družbe, Slovencev, precej zadržani do tega. Če pogledamo druge države, je popolnoma normalno, da ljudje obiskujejo neke terapevte. Pri nas tega še ni, ne. Pri nas tega ni in mislim, da bomo mogli tudi ta del nekako pokriti, ne. Spravim, zdaj z hemofilijo zdaj dejansko lahko živeti, vendar se pa tudi treba zavedati, da sedaj imamo tako, zelo lahko se tudi kaj spremeni in tukaj moramo biti dejansko zelo pazljivi, kaj delamo, da se ne bi obrnili v nek negativen trend. V svetu se marsikaj dogaja in nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Hemofiliki imamo pa vendarle sorazmerno zahtevna zdravila, ki jih dobivamo, rabimo to vedno dobivati trajno, ne, in če se kakšna pot tukaj zalomi, je lahko precejšen problem. Če se ozreva v preteklost, včasih so pri zdravljenju oseb, ki so imele hemofilijo, velik problem predstavljale transfuzije, kajti po eni strani možnost za dobro počutje je bila pospremljena tudi z možnostjo, da bi oziroma da je v nekaterih primerih prišlo tudi do okužbe. Danes temu ni več tako, vsaj praviloma, ne. Ja, danes temu ni več tako, vendarle vidimo, kaj se dogaja, da se nikoli ne ve, kdaj se lahko kaj zgodi. Mi v moji mladosti dejansko smo bili odvisni samo od transfuzije, od krvodajalcev. Naše zdravljenje je bila kri in krvna plazma, potem se je začelo to nekako koncentrirati, ki je bil kriopreciptat, vendarle to so bili vsi krvni pripravki, brez kakšnega testiranja. Takrat se niti ni vse vedelo, kaj bi se testirali in ena prvih nalog Društva hemofilikov je bila, da se testira vsa kri na HIV virus. To je bilo leta 82, 83, kar je to prišlo ven. In moram reči, da smo imeli veliko problemov, da smo stroko prepričali, da se je na transfuziji vse krvodajalce testiralo. Najprej so celo rekli, da bi samo krvodajalce, ki so bili za hemofilike, namenjena kri, vendar smo vztrajali takrat, da je potrebno vse testirati. In seveda takrat se je to zmanjševalo, vendarle situacija je bila takrat taka, da nas je bilo že kar nekaj okuženih z tem virusom, z vsemi posledicami, ki so bili potem. Čez 10 let je prišel še virus hepatitisa, tudi to je ena taka zgodba. Tako da hemofiliki smo resnično, ko pogledamo nazaj v zgodovino, dali marsikaj skozi, tudi negativnih stvari. Pa vendarle mislim, da večina nas je to hemofilijo sprejela kot del življenja, s tem živela in moram reči, da če zdaj nazaj gledam, večina mojih kolegov, ne vse, kot sem prej rekel, je imela to pač za en način življenja. Vzpostavili smo kar nekaj zelo pozitivnih vezi med hemofiliki, ki trajajo in bodo ostale za vedno, večji spomini. Rajši se spominjamo, vedno smo vse krvavitve zdravili v bolnicah, ne tako kot zdaj.
Rajši se spominjamo tistih prijetnih trenutkov, kot pa bolečin, ko smo ležali na poslih in tako naprej. Ne? Tako da, ja, je pač poseben način življenja in tudi tukaj noter se seveda lahko marsikaj pozitivnega najde. Kateri pa so ključni izzivi, ki se jim posvečate v sklopu društva in tako pomagate vašemu članstvu, obolelim na poti k zdravju oziroma k ohranjanju zdravja? Ja, redno imamo srečanja, vedno so tudi izobraževanja, kaj vse se dogaja na tem področju, o vseh novostih, kako se zdravi, tako pri samem preparatih za hemofilijo. Mi vemo, da imamo zdaj zelo dobre preparate, od tega, da imamo nadomestni faktor, ki se daje v žilo, da imamo nenadomestne terapije, ki se daje subkutano, da so že tudi gensko zdravljenje, ki se v bistvu z gensko terapijo enostavno izniči hemofilija. To se že prakticira povsod po svetu in to so vse novosti, ki jih je treba. Druga stran pa je ta realno življenje, da dejansko pripravimo te hemofilike za normalno življenje, tudi mlade. Poseben poudarek imamo zdaj na ženskah, na prenašalkah. Nekako so bile vedno pozabljene in največji del bremena so prenesle prenašalke. Matere, ki so zaščitile svojega otroka hemofilika, ga zavile tudi v vato, mnogokrat tudi preveč. In seveda tu je še ena taka nedorečena zgodba, ki jo zdaj nekako smo jo začeli aktivirati. Imamo skupino prenašalk, ki se že dobivajo, ki se organizirajo in recimo vsako leto imamo srečanje otrok na Debelem rtiču. Tam so tudi mamice zraven in je leto, dve nazaj je mamica rekla, prav veste, moj otrok ima odlično hematologinjo, vse pove, vse razloži, pravi, ampak ko jaz pridem iz ambulante, imam še 101 vprašanje, prav pa nimam koga vprašati. Prav šele tukaj prvič sem srečala druge mamice prenašalke, da se lahko pogovarjamo o čisto drugih temah, ki pa so seveda zelo vezani na življenje z hemofilijo. Tako se tudi na tej ravni pokaže, kako zelo pomembno je ozaveščanje o vseh vidikih tega obolenja, kaj ne? Tako je, o vseh vidikih, se pravi, ta tehnični, medicinski vidik smo nekako spravili na izjemno visok nivo in tudi z tega mesta se moram zahvaliti vsem odgovornim, od doktorjem do tistih drugih, ki v ozadju delujejo. V Sloveniji imamo vendarle vzorno urejeno zdravljenje hemofilije. Smo v svetovnem vrhu, bi rekel, mogoče celo višji, precej višji, kot nam pritiče, ne? In zato se imamo komu za zahvaliti. Vendarle se pravim, drugi del, ta nemedicinski, pa še ostaja in tukaj mislim, da je vloga ravno te civilne družbe oziroma društva hemofilikov, da nekako pristopimo do teh ljudi, do hemofilikov, do mamic, prenašalk ali pa tudi sorodnikov, da dejansko naredijo življenje dokaj normalno tudi za hemofilijo. Jaz vedno trdim, da pač ni dobro, da se hemofilika postavi v neko vato, da se ga izolira. Vedno mora živeti, kolikor se da normalno. Vedno mora vedeti omejitve, ampak vendarle, kar se da normalno. In dejstvo je, da pri eni dobri fizični kondiciji je tudi krvavitev neprimerno manj oziroma puščajo manjše posledice. Tako da ujeti to ravnovesje med fizično kondicijo in življenje brez krvavitev je pač po svoje umetnost, ne? Ampak ja, mislim, da večini nam to dokaj dobro uspeva.